Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Robert Golob še vedno ni odstopil, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Luka Mesec si je zaželel pravico do odklopa. Podatki, ki jih je razkril portal preiskovalno.si, pa kažejo, da bi največji odklop rabili politični nastavljenci v kabinetih Tavbija in kompanije. Le kako bi jih lahko odklopili od našega denarja. Sedaj pa se lotimo 37. oddaje okrogle 8. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali konec woke filozofije. Je zmaga Trumpa začetek konca woke filozofije? Čez 2 dni v četrtek je svetovni dan filozofije. Ali pomeni Trumpova izvolitev tudi konec woke oziroma filozofije prebojenja, nam bosta povedala naša stalna komentatorja. Filozof dr. Boštjan Marko Turk in pa teolog Janez Zupan. Boštjan, Janez, dobrodošli. Dobro večer, lep dan. Boštjan, zdaj ta Trumpova zmaga pomeni pretrese na številnih področjih, ne? Ampak zdi se, da bi lahko bil najbolj korenit pretres njegova ponovna izvolitev za ameriškega predsednika ravno na področju te filozofije ali pa, če hočeš, ideologije prebojenja, ne? Če poslovenimo, se pravi ta woke filozofija, vemo v štartu je to pomenilo prebojene temnopolte, ne, ki naj se zavedajo svojega položaja in bi rekel teh slabšega položaja v družbi in tako naprej, pa kasneje se je to razširilo bistveno. Kaj ti praviš na to? Je Trump največja grožnja tej woke filozofiji in zakaj? Seveda. Mislim, Trumpova zmaga je pogojena z woke filozofijo. Torej, woke filozofija, to je prebojenstvo, ne? To je, se pravi, to se je začelo tam bi rekel, z Black Lives Matter, to je bilo tam 2014. leta, to eksplodira, ne? In potem je kar naenkrat bilo vse narobe, ne? Posod so ene ogromne krivice. Mi, Evropejci, smo tukaj najbolj, bi rekel, bili na udaru, ne? Ker se vsa zgodovina Zahoda postavlja pod vprašaj, vse se je postavilo vprašaj in kolonizacije, čeprav so pripomogle, mislim, razumljivo, imeli so svojo negativno plat, ampak imeli so svojo zelo globoko pozitivno plat, ne? In potem so se postavili pod vprašaj spomeniki, rušili so se spomeniki George Washingtonu, Winstonu Churchillu, Leclercu in tako naprej, ne? In to vse v imenu neke izredno agresivne manjšine, ki si je podredila počasi nacionalke, internacionalne, se pravi te multinacionalna podjetja, ki so začela potem dobivati vpliv na univerzah, ne? In potem so v Ameriki vse univerze postale, bi rekel, je bilo to skoraj da obvezno, ne? Recimo so bili dnevi, ko beli ljudje sploh niso smeli na fakulteto in tako naprej, da bi izrazili svoje kesanje nad greh iz prejšnjih generacij, s katerimi nimajo nič, ne? In to je potem, se pravi, živele manjšine, vse možne manjšine, LGBT, ne? Ti so bili med najbolj glasnimi, potem recimo inkluzivna pisava, ne? Naš prejšnji dekan na filozofski fakulteti je, ko je prišel, je dal zapoved, da se vse prevede v ženski spol, da so bili vsi uradni dokumenti taki, ne? In to je tako, ne, to je v bistvu nekaj, kar je v globini skregano za zdravo pametjo, ampak nekateri od tega odlično živijo. To je vedno tako, ne, neka manjšina, ne, ki recimo navija za LGBT, večina homoseksualcev, ki jih jaz poznam in mnoge spoštujem, ker zame je popolnoma vseeno, kaj človek počne, ko je v posteli sama, ki si zapre vrata svoje spalnice, ne, ima en izredno negativen odnos do vseh teh parad podnosa, pa LGBT-ja, pa to. Torej, ti homoseksualci, ki so v LGBT-ju angažirani, so tisti, ki od LGBT-ja tudi profitirajo, bodi da so v NVO-jih, bodi so v kakšnih, bi rekel, mirovnih inštitutih pri nas in tako naprej, ne. In to seveda gre vse na škodo, bi rekel, proračuna, ki ga ustvarjamo mi ljudje, ne. In zdaj v Ameriki je to eksplodiralo, neverjetno pa, kako se je to zajedlo v demokratsko stranko, ne, da je v bistvu Hillary Clinton volitve izgubila že leta 2016 zaradi tega, ker so dali poudarek na tako imenovane manjšine, ne, se pravi in na črne, ki sploh niso manjšina, in na tiste, in na homoseksualce, in na une, ki so jim kratili te pravice in tako naprej. Trump je pa zmagal že 2016. leta, ko je govoril naciji, ne, ko je govoril naciji.
Ne, ni govoril o manjšinam, ne, ampak je govoril o naciji. Ne. In seveda, zdaj so potem, ko je prišel nazaj Biden, v stanju, v kakršnem je bil, a ne, je pač vse delal na tem, da vzpostavlja, bi rekel, neko levičarsko prevlado tako imenovanih manjšin. Sem gre pa tudi vse te norosti, ki se dogajajo recimo k prebojenstvu, ki so spravljene na kolena nemško avtomobilsko industrijo, recimo zeleni prehod, migranti, a ne, da je treba pač migrantov je treba čim več za to, da bomo mi, bi rekel, bili solidarni do krivic, ki so jih naredili ljudje, ki so živeli in umrli v 17., 18. ali 19. stoletju in ki z nami nimajo nobene zveze. Ne. To je v bistvu, seveda, to je eksplodiralo in eksplodiralo je tudi v Evropi. Ne. Ja. Že 9. junija, samo potem je Ursula von der Leyen to pač zaštrikala po svoje. Ne. Okay. Zdaj, Janez, načeloma na prvo žogo Trumpa tradicionalno ne bi povezvali z nekimi, bi rekel, nekimi tradicionalnimi konzervativnimi vrednotami, ne? Ampak vendarle se zdi, da v tem ponorelem svetu, ki ga pa danes živimo, on predstavlja pač nek ta branik, bi rekel, pač tradicije, če hočeš, konservativizma. Kako ga ti vidiš v luči tega našega glavnega vprašanja današnjega pogovora, se pravi v zvezi z Woke filozofijo? Izvoli. Ja, to tvoje opažanje je kar zanimivo oziroma je kar na mestu, se mi zdi. Torej, v smislu tega, da se je to vrtonovo okno premaknilo toliko na eno stran, da je še Trump zgleda praktično skrajni desničar, kljub temu, da ima v sebi pravzaprav zelo malo tega, kar bi lahko poimenovali pod neko skrajno desnico oziroma tudi njegove politike, ki jih je izvajal in v prvem mandatu in najverjetneje tudi zdaj v drugem mandatu ne bodo kaj dosti povezane z nečem, kamor bi lahko opredelili kot neka skrajna desnica. V Ameriki mu sicer očitajo nekako manipulacijo s tistimi zadevami v zvezi z volitvami 2020, torej s temi preštevanji glasov in temi zadevami, kjer ga opredeljujejo kot nekega avtoritarca, ki je želel na nek način prilagoditi ta ponovno štetje oziroma nekak ta proces izvoljevanja. Tako da je zanimivo, kaj se dogaja. Zdaj iz mojega konzervativnega stališča, meni Trump seveda ne diši preveč po konzervatizmu, vsaj ne tem, ki bi ga jaz želel videti recimo na vrhu države ali pa na vrhu mogoče tudi te najmočnejše države na svetu zaenkrat še. Tako da je zanimiv ta obrat, je zanimiv obrat, kaj se tretira danes kot nekaj res skrajnega že, kaj se je pa tretiralo kar nekaj časa nazaj kot nekaj res skrajnega. Se mi zdi, da tudi te opredelitve, tudi te definicije veliko pripomorejo k temu, da se potem seveda ta umestni prostor prazni in dejansko potem se priplavijo neke ideje, ki so, recimo lahko rečemo v samem temelju res skrajne, ampak vendarle politik kot tak pa ni, ga težko opredelimo kot takega, ampak seveda Trump je na nek način tudi odgovor na to, kar se dogaja. Jaz se sicer ne bi strinjal, da je to že 2016 se zgodilo, takrat je vendarle bilo bolj od Hillary Clinton nekako ta pretirana izpostavljenost v smislu nekega tega establishmenta preveč nekako vpeta v stvari, ki grejo Američanom na živce, vsaj povprečnemu Američanu na živce, in zato je takrat se to zgodilo. Medtem ko pa zdaj je pa dejansko prišlo do tega obrata, kjer so se zavrnile tudi te ideje, tako imenovane woke, malo bolj konkretno in malo bolj direktno. Tudi volilni rezultat je bil relativno, kako bi se temu rekel, ni bil tesen, ampak je bil bolj močnejšo zmago je dosegel. In tudi na strani Kamale Harris in celotne seveda demokratske stranke te teme, ki se spodbujajo, mogoče malo manj ta LGBT pa ta trans moment v tem momentu, ampak ta splav pa druge teme, te, ki so povezane z manjšinami, s čimer je povezan ta woke.
velik torej moment, so pa bile odločujoče in in se mi zdi, da se je tudi to dejansko zavrnilo na tokratnih ameriških volitvah in to meni daje neko, recimo temu upanje, da se te norosti na nek način vendarle počasi začenjajo bodo počasi izpete in bomo počasi prišli zopet do neke normalne diskusije, do neke normalne argumentacije nekih pojavov socioloških in filozofskih, recimo. Ja. Boštjan, kaj je po tvoje se zdaj v tem času zgodilo, kar je sodo izbilo dno, ne? Ker nismo navajeni, recimo, da pač kandidati za ameriškega predsednika na taki platformi kandidirajo, kot je zdaj Trump, in potem dosežejo tako prepričljivo zmago. Ja, mislim, se pravim, nihalo vedno niha, torej levo niha desno, in zdaj je nihalo prispelo v prostor skrajne levice, se to je povsod, se tega imamo in Amerika v svoji biti, je dežela, kjer je pač tako, da te vržejo v vodo in moraš plavati, če ne plavaš, utoneš. Pri nas recimo v Sloveniji je pač zato, ker nismo imeli, bi rekel, nekega prehoda iz totalitarizma v pravo demokracijo, se je pač obdržala ta, bi rekel, paradržava ali pa socialna država in vse to, kar pač ta zgornji razred pač dojema, da lahko ljudi hecajo s tem, da bo država vedno zanje poskrbela, in potem Slovenci mislijo, da bo zanje poskrbela in potem jim to verjamejo, ampak zanje nikoli ni poskrbela, ne bo poskrbela in ne skrbi, In recimo Slovenija je pač dežela par excellence prebojenske filozofije. To vsa vladna politika je v tem, Recimo, zadnji smo se pogovarjali o Žavbiju, Torej, Volk je neko, se pravi, prebojenstvo je neko opozarjanje, kričeče opozarjanje na neke družbene anomalije, na neke krivice in to, kar je bistveno, to prebojenstvo vedno potrebuje sovražnika, Ti moraš kazati na nekoga. To prebojenstvo, tako kot Osvobodilna fronta slovenska in sovjetski komunizem, ker prebojenstvo je pač ortodoksno levi moment, ne more obstati brez zunanjega sovražnika. Ko Žavbi govori, da so partizani svetniki, pa ne vem, da smo imeli svetnike in gor in dol več v Palestini, pa v tistih, bi rekel, puščavah, kjer so sami svetniki, puščavniki in tako naprej, on uperi isto, ti svetniki nimajo nobene veljave, niso funkcionalni, če se ne pojavi nekaj, zoper kar se bo Žavbi angažiral, torej boj zoper skrajno desnico. In te fantazme o skrajnih desnicah, ki jih nikoli ni, mislim, to zaradi tega včasih so pa 80 let nazaj so pa ljudi pobijali, ker so rekli, da so skrajni sovražniki ljudstva, skrajna desnica še ni bila na protokolu. Tako da to prebojenstvo je v Ameriki odplaknjeno, ker Trump ima tako moč, da bo to postavil nazaj. Mislim, ampak v Sloveniji je pa prebojenstvo zvezano s tistimi, ki se napajajo iz proračuna in z vsemi sateliti. Recimo, če govorimo o prebojenstvu, Tina Gaber je ravno kar Golobova, bi rekel, princeska, recimo temu tako, je ravno kar sporočila, da slovenski zajtrk ne pride v poštev, kajti nobenega kruha, masla, nobenih živalskih maščob, vse vegansko. Veganstvo je prebojenstvo par excellence. Ampak vi morate vedeti, da je nekdo umrl že zaradi veganstva. Otrok je umrl, to je bilo 12. leta, je bilo to, jaz sem to najdel v žurnalu 24, se še spomnim, ljudje se spomnijo, da sta dva starša otroku odrekala meso, in je tako oslabel, da je dobil pljučnico in je umrl in potem sta bila tudi sojena in tako naprej. Skratka, to, kar ta govori, se pravi, torej prebojenstvo ali pa veganstvo je na nek način skregano za življenjsko logiko, ampak mi imamo vso politiko, vsa politika levice je prebojenska, ker hoče odpravljati krivice in s tem seveda povzročajo nove krivice. To je, recimo, Luka Mesec govori, da se mora zavzemati za delavce, hkrati delodajalce tako stiska, da firma propada in potem so delavci na cesti, in potem se recimo Karitas pa Rdeči križ lahko zanje, to je recimo primer Mariborske livarne, tipično taka, se lahko zanje zavzemata. Tragično je pa to, da glavni up Roberta Goloba v tem trenutku, nič ne karikiram, in prebojenstva na Slovenskem je sedanji predsednik Slovenske ljudske stranke, Balažic, preprosto zato utemeljim,
utemeljim takoj, preprosto zato, ker onemogoča, da bi se po volitvah v državni zbor konstituirala neka normalna večina, ker oni niti ne bojo kandidirali na volitvah, zato ker ne bodo zbrali 3000 podpisov, ker zdaj niso parlamentarna stranka, niti evropskega poslanca, ker bojo prej ugasnili. In recimo Golob točno ve, da samo z Novo Slovenijo, pa samo SDS pa Nova Slovenija ne morata sestavljati odločilne koalicije, potrebujeta SLS. Zato so strici odpeljali to zelo antiprebojенsko SLS, zdravo Ivana Omana in to na smetišče zgodovine. Tu je asistiral šef Bogovič leta 2014 in zdaj to vlogo upravlja Balažic. Bom pa tudi konkretno povedal, kako on medijsko podpira Goloba. Predlagam, da to narediš po krajšem premoru, Boštjan, tako da ne nam uiti, gledalci se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, ali pomeni Trumpova izvolitev konec woke filozofije. Ostanite. Dobrodošli nazaj, z nami sta še vedno naša stalna komentatorja, Boštjan Marko Turk in Janez Zupan. Pogovarjamo pa se o tem, ali pomeni Trump konec woke filozofije. Janez, zdaj sestavni del te woke filozofije je tudi sprememba spola, posebej pri mladoletnih oziroma pri otrocih. Zdaj, če smo navajeni, da se kopja krešejo v javnosti, glede, bi rekel, preferenc odraslih, je v zadnjih letih smo priča temu negativnemu trendu, da se vse bolj poseka tudi v sfero mladoletnih oziroma čim mlajših otrok. V ZDA so se te klinike za spremembo spola pri otrocih že zelo razpasle, tudi v Sloveniji se počasi ta ideologija se je že začela širiti. Kaj ti recimo praviš na to in na kak način se temu upreti? Do sedaj smo seveda bili navajeni, da do polnoletnosti starši odločamo o usodi svojih otrok, ker naenkrat vidimo, da to ni nujno tako, da lahko tudi država ali pa v končni fazi neka nadnacionalna inštitucija izvoli. Ja, jaz upam, da je ta zabloda kratkega diha, torej, da bo se po nekaterih državah Evrope so se že obrnili v drugo smer, torej v to, da se prepove torej in posege in pa tudi seveda hormonske terapije otrokom, torej pred 18 letom z raznimi torej puberty blockerji oziroma blokatorji pubertete. Tako da jaz mislim, da to dejansko je eno obdobje, ki se je začelo nedavno in se bo končalo kmalu, da bomo vendarle spregledali, da v nobenem primeru ta zadeva ni ravno najboljša. Seveda vedno več se pojavlja tudi v javnosti nekaterih primerov, ki so bili deležni teh terapij torej pred svojo puberteto in so danes v precejšnji meri izkazujejo neko žalost oziroma nesprejemanje tega, kar se jim je takrat zgodilo in na nek način odpor proti temu, kar se jim je dogajalo oziroma kar so jim naredili odrasli, ker seveda otrok pri 14 težko oceni in težko prevzema odgovornost za take drastične odločitve, ki v veliki meri pomenijo tudi, da v odraslosti ne bo mogel imeti otroka, da ne bo mogel imeti normalnega družinskega življenja v smislu naraščaja in tako naprej. Tako da jaz mislim, da to je ena začasna stvar, ki jo bomo po mojem ponovno vrednotili in upam, da smo pa vseeno toliko pribrihti, da bomo te stvari zavrnili. Sem se pogovarjal tudi z nekaterimi, ki so delali tranzicijo pri 30 ali pa pri 35 in blazno obžalujejo to, da niso tega mogli storiti pri 14, ampak jaz mislim, da je to torej preslepljevanje samega sebe, da v tem kontekstu človek ne more na ta način razmišljati, s to pametjo v odraslosti, kaj bi bilo pa v otroškosti. Je pa dejstvo, da se te stvari na veliko potem prenašajo tudi v politike lahko, neke tendence odraslih
neke želje, ki jih imajo trenutno, preslikavajo na neko mladostniško obdobje, kar po mojem mnenju nikoli ni ravno najbolj. To so pa čiste eksperimenti, ne? Zdaj se to dela in potem bomo ocenjevali, delali raziskave, koliko nam je to super uspelo ali pa nam ni uspelo, in se mi zdi, da je to res grozno, no? Da za vsak tak primer, ki se zgodi in ki je neko obžalovanje, se mi zdi, da vendarle ni to najbolj primerno, torej naj bi se to levo odraslost preneslo, ne vem, po 21 letom, recimo, da se človek lahko odloča take stvari, če se mu zdi, da je drugače, kot pa realnost kaže, ali kako naj temu rečem. Bi pa vendarle mogoče še na Boštjanovo, torej misel, da bo Trump te stvari spreminjal. Jaz mislim, da bo to mogoče v manjši meri, ampak nimam pa nekega blaznega upanja, da bo zdaj neko korenito obrat se naredil glede tega, kljub temu, da izvoljen je bil zaradi tega tudi, zaradi tega, da bi naredil ta obrat, torej proti neki bolj racionalni drži, racionalni filozofiji, da tako rečemo, ne woke filozofiji, ampak se bojim, da so veliko le besede, no, da so politike relativno težko implicirane in relativno težko izvedljive, tudi zaradi tega, ker vendarle javno mnenje se pa še ni javno mnenje v smislu tega mainstreama se pa še ni toliko obrnilo, da bi to podprlo, ne, torej smo videli, ne, Demokratska stranka ni kar naenkrat doživela nekega prebojenja v tem smislu, ne vovknjenosti, ampak prebojenosti v neki bolj racionalni smeri, ampak v smeri tega, da bi se preopraševali te stvari, ampak se mi zdi, da se bo v določenem obdobju zdaj še malo bolj radikalizirala stvar, da bomo še majčkeno bolj na dveh polih sedeli, na dveh različnih bregovih, še majčkeno bolj, da se bomo potem lahko na nek način obrnili pa realno ocenili, kaj nam je to prineslo in v kakšne slepe ulice smo zaradi tega zatavili. Zdaj, Boštjan, Trump je pač obljubil, ne, da bo spremenil zakonodajo in da bodo ZDA priznavale spet samo dva spola, moškega in ženskega. Ti prihajaš članice Univerze v Ljubljani, ne, kjer mislim, da ko pišete, bi naj obvezno uporabljali žensko obliko, ne vem, imate tudi ne več, pod novo dekanjo ne več. Ne več, ok, no, tega ste se rešili, dobro, že pred Trumpom, če te prav razumem. Ne vem, kako imate sanitarijami urejeno, imate pač mislim, pod to dekanjo ne. Mislim, je vse normalno, mislim, ne. No, in sem hotel reči, če lahko povzamem, ne, to, kar je moj kolega rekel, ne, mislim, torej Trump ni Matjaž Balažic, ne, Trump je korenit človek in prav smo videli na ekranu, ko si ti govoril, ne, smo videli, da želi, ne, in izreka željo trdno, da sta samo dva spola, se pravi, da je to korenito spremembo, ne, ker to je bilo v Ameriki nemogoče reči, da sta dva spola. To je bilo nemogoče reči, ne. Mislim, jaz vem od kolegov, ki delajo tam na univerzah in to, ne, prav pa, ko prijo domov, ne, ga pričaka hišnik, ne, ki je našemljen v žensko, ne, potem v naslednjem vhodu, naslednji hišnik našemljen v žensko. Sem rekel, vse to ne more biti res, potem so mi poslali materiale, to je bilo dve leti nazaj, leto nazaj, ne, in jaz nisem mogel verjeti, ne. Mislim, to je taka degeneracija in to, kar imaš pa ti prav, ne, se pravi, da si upozoril na to, da gre tukaj pri teh, ki so operirani, so v bistvu kastrirani, ne more imeti pol več potomstva, ampak celotno prebojenstvo je vezano na to fronto. Celotno prebojenstvo je vezano na to idejo, ne, da zahodnjaki nimajo več potomstva in zahodnjaki nimajo več potomstva, reprodukcijska stopnja, se pravi v Evropi je 1,5 otroka na žensko, to pomeni, da bomo Evropejci izumrli v 2 generacijah, ne? In vse, recimo Greta Thunberg, ne, recimo okolje, ne imeti preveč otrok, zato ker potem bo okolje trpelo in to, ampak to je suicid, to je samomor. In pri nas kaj je naredila, bi rekel, Golobova vlada, ko je prišla? Ukinila je urad za demografijo. Kaj bo naredila Janševa vlada, ko bo prišla? Vzpostavila bo urad za demografijo. Zakaj Golob potrebuje to, da Slovenska ljudska stranka je mrtva? Zato,
da ne bo urada za demografijo. Ampak to je ključno vprašanje, da vsa vprašanja GDP-ja, razvoja cest, razvoja železnic, vsa vprašanja so sekundarnega ranga od vprašanja narodove preživetvene sposobnosti, ki je pa v tem trenutku, smo pa tako rekoč na intenzivnem oddelku. Ne? In to je prebojenstvo, poglejte Levico, kaviar levičari, poglejte Ljubljano, otrok tako rekoč ni oziroma so importirani. Oni pač to uvažajo, ker mislijo, se bo že, pa kaj me briga, to mislijo oziroma ne mislijo nič. Ne? In zato jaz opozarjam, ni popolnoma nič karikirano, če opozarjam na Balažica, predsednika SLS-a, zato ker vidim linijo, vidim, kam gre razvoj stvari. Ne? Ja, zdaj Janez, kaj pa recimo reakcija cerkve na vse to? Ne? Ker bistvo woke ideologije praktično gre v nasprotju z veliko večino, če ne vsem, kar recimo uči rimokatoliška cerkev, ne? Kakšne so njihove reakcije bile na to do sedaj in nisem zasledil, da bi kaj posebej pozdravili izvolitev Trumpa, iskreno tudi nisem zasledil, da bi se aktualni papež kaj negativno do tega izrekel, ne? Prej obratno, tudi on je na marsikateri točki, bi rekel, na nek način podlegel narekovajo temu prebojenju. Kaj praviš na to? Ja, bi se kar strinjal s tem. Mislim, strinjal bi se s tem v tej meri, da cerkev velikokrat, ker cerkev je vendarle bila ves čas skozi zgodovino na nek način zaščitnik manjšin. Torej zaščitnik tistih, ki so ubogi, recimo. Torej blagor tistim, ki delajo in tako naprej. In iz tega stališča potem prevzame to narativo oziroma to dialektiko neka druga stran in začne na vsa usta poudarjati neke manjšine, ki so se seveda danes tako močno razširile, torej vsaka oseba praktično je ena manjšina, in potem iz te woke ideologije, tako kot ste že na začetku ugotavljala, kaj pravzaprav woke je, torej to, da si sam kot merilo vsega in da ko si kot merilo vsega, si tista manjšina, na katero moramo biti vsi pozorni. To vsak načeloma za sebe misli. In cerkev je v tem kontekstu malo pogrnila v tem smislu, da je pretirano pristala na to dialektiko, torej na to dialektiko tega, kaj je tisto, kar naj se varuje, kaj je tisto, kako naj recimo tudi interpretira Kristusov nauk, recimo Kristusove besede. Velikokrat te volknjence v narekovajih slišimo parafrazirati Jezusa, lejte, to vam je rekel, vi pa delate čisto drugače, skrbite za uboge, vi pa delate čisto drugače, skrbite za majhnega, delate pa čisto drugače. In iz tega stališča je potem prišlo tudi do tega, da je in papež in pa seveda mnogi duhovniki, ki komunicirajo malo bolj široko, torej malo bolj tudi z mainstream mediji pa z vsem ostalim, se večkrat zapletajo v te narative. Kljub temu, da kar si ti rekel, da je veliko tega izrecno proti neki besedi, ki nas vendarle vabi, da naj bomo podobni Kristusu, torej izven tega parametra je to. Tako da tukaj je cerkev na nek način, se mi zdi tudi še vedno majčkeno v zablodi, ampak tudi tukaj prihajajo res močni indici, da so časi, ki se obračajo. Tudi papež, recimo, včasih razumemo njegove besede, oziroma tudi izreče, ne samo, da jih razumemo, včasih izreče kakšno tako stvar, ki jo potem naknadno razlaga čisto na drugačen način in se obrne v tisti pravi Kristusov nauk in recimo prek tistega potem nekako poskuša razložiti nek fenomen, ki ga pa neke svoje besede upravičati, da ni ravno tako mislil, kot so povzeli mainstream mediji, kar seveda tudi večkrat povzemajo precej škodoželjno, ampak tudi v tem kontekstu se mi zdi, da se dogajajo neke spremembe, in da tudi to upanje se mi zdi za neko ohranitev tega, kar naj bi človek, kar naj bi oseba, kar naj bi konec koncev potem tudi ta odnos človeka s človekom ali pa odnos človeka s družbo bil, da se na nek način ohranja in upam, da bomo čim bolj prepoznali te stvari kot relevantne in kot tiste, ki so potrebne za vsakega človeka, ne samo za nas kristjane ali pa za nas katoličane, ampak res za vsakega človeka, ki želi na nek način živeti z mirom v svojem srcu, da tako rečem. Ja.
Boštjan, kaj pa recimo slovenska politika, slovenska družba, se bo tudi pri nas kaj spremenilo? Vemo, aktualna vlada, posebej stranka Levica, kaže ambicijo po prebojenju v narekovajih tudi pri nas. Imamo ministra za solidarno prihodnost, ki piše neke zanimive priročnike, ki se potem delijo po šolah oziroma so del neke obvezne literature po šolah. Kakšno je tvoje mnenje? Pa jaz sem ga delno že povedal, mislim, moje mnenje je to, da vsaka levica, komunistična, postkomunistična, neokomunistična, socialistična, postsocialistična, neosocialistična, pač ljudi farba, da se borijo za pravice manjšin, delavcev in gor in dol. Recimo Zoran Janković je eden največjih borcev za pravice delavcev, to brez dvoma, to vam pove on vsakega 30. aprila na Rožniku. On je skromen, vse, kar si pretrguje od ust, da lahko delavci naši jedo, pa živijo, pa njihovi otroci, pa njihove snahe, pa tete, pa tako naprej. Hočem reči, to je samo blef, blef, s katerim zavajajo ljudi, zase pa poskrbijo, novi razred, partijske buržoazije, zase pa oni poskrbijo. Oni vse to izvajajo, tudi Greta Thunberg obrača milijarde in tako naprej, oni zase pa vedno poskrbijo in ljudi hecajo. Problem je, ker obvladujejo recimo medijsko sceno pri nas in tudi v svetu, in ker ta medijska scena jih servisira. Medijska sceno pa obvladujejo zato, ker je za njimi kapital, kapital je pa za njimi zato, ker pač kapital si ustvarja, bi rekel, cenejšo delovno silo, in recimo zakaj importirajo migrante in zakaj se je prebojenstvo toliko za migrante, pač zato, ker je to pač najcenejša delovna sila in zato, ker delavci v Evropi oziroma kapitalisti pač nočejo drago plačati nekoga, ki bo, bi rekel, čisto jaške, če lahko nekoga uvozijo iz Afrike, ki bo to delal za desetino tega denarja, pa še živel bo v getih in bo dal mira, ker najprej, kar ti ljudje okrog sebe naredijo ograje, tako da ne more nihče do njih, in to je pač to. Zdaj, seveda, še upozoril bi na to, da tam 2013, 2014, 2015 so najbolj usodna leta. Takrat pride papež, takrat pridejo migranti v Evropo, in takrat se 14. leta se pojavi Black Lives Matter v Ameriki, in takrat se začne volk. In ta papež oziroma prebojenstvo, prej tega nismo poznali, in takrat se začne degeneracija evropske družbe, v kateri ta papež odlično prispeva, kajti ta papež je prebojenski papež, začenši s tem, da je umaknil iz središčne točke katoliške vere tisto, kar je bistveno, to je svetost. Ta papež ni enkrat spregovoril o svetosti. Kristus oziroma monštranca in najsvetejše so nadomeščeni z, bi rekel, se pravi, temi otroci ali pa migranti, ki plavajo v Sredozemlju v teh jopičih, rešilnih in gor in dol. To je postala nova religija, tako kot Greta Thunberg. In zato vi potrebujete neko nacionalno artikulacijo volje, ki se potem odrazi v politiki. In kaj je leto 2014, če smem reči? Smo imeli volitve. Kaj so te volitve pokazale? Da je Levica dobila dvotretjinsko večino. Zakaj je dobila dvotretjinsko večino? Zato, ker je ljudska stranka izpadla iz parlamenta. Ali je desnica v 70 letih kdaj na volitvah zmagala? Ne, nikoli ni zmagala, zato ker ni mogla sestaviti kvoruma, ker pač ljudske stranke ni bilo v parlamentu. In ta zgodba se zdaj z Balažicem nadaljuje. Mi pa potrebujemo prelom, tako kot v Ameriki. Mi potrebujemo političen kapital oziroma politično moč, če hočemo vsa ta vprašanja, začenši z demografijo, ki je ključno vprašanje slovenskega naroda, začeti reševati. To je to. Ja. Jaz bi tukaj, če dovolj Lušno. Tukaj se ne morem strinjati popolnoma z Boštjanom. Sicer seveda lahko papežu marsikaj recimo temu očitamo, z marsičem se ne strinjamo, kar ta papež govori, pa vendarle v središče svojega pontifikata postavlja Kristusa in postavlja sveto in postavlja najsvetejše. Tako da tukaj seveda določene poteze, ki jih dela, so lahko problematične oziroma so lahko vredne in pomembno, da jih kritiziramo, ampak
vendarle slika ni ravno taka. Je pa res, da ta papež ogromno govori, ogromno piše, precej se izdaja stvari in v tem kontekstu lahko potem tudi se določene stvari zgubijo, ki so tiste središčne, recimo temu, katoliške vere. No? To je prva stvar. Druga stvar, ki bi jo rekel, pa je tudi ta, da se pa popolnoma strinjam z Boštjanom to, kar je govoril v tem smislu te dvoličnosti, dvoličnosti recimo teh vladajočih kast, ali kako bi temu sploh rekel. In to je tisto, se mi zdi, bistvo, ki ga je treba poudariti, da ljudje začenjajo to opažati. Da včeraj ali pa predvčerajšnjem smo lahko še šli precej lahko na limance, nam je, ne vem, Čeferin rekel, dajte malo manj leteti, pa se on, vemo, kako potuje po svetu. Se mi pa zdi, da danes se pa to torej pronica ven iz tega mainstream diskurza, torej da se delajo norce iz nas, da na nek način zahtevajo od nas nekaj, kar sami nikoli ne bodo počeli in ta dvoličnost vedno bolj prihaja na površje in vedno bolj nek odpor dobivamo do nje in tudi zato se mi zdi, da se stvari, da smo v nekem takem preobratu, kjer bodo po te stvari počasi začenjali iti v mogoče drugačno, tako imenovano pravo smer. No? Zdaj, Boštjan, Janez, slovenski mediji zelo skopo poročajo o teh Trumpovih napovedih, kar zadeva recimo priznanje samo 2 spolov in tako naprej. Zakaj tako po vajinem mnenju, zakaj to skrivajo, ali menijo, da če o tem ne bojo poročali, da se potem to ne bo zgodilo. En tak primer si tudi ti, Janez, zdaj omenil, tudi o aferi prevozov z zasebnimi reaktivnimi letali vrha UEFA med nedavnim evropskim prvenstvom v nogometu, praktično naši mediji niso poročali. Pa ja, mislim, jaz najprej ustrajam na tem, kar sem rekel o tem papežu in kar sem rekel o svetosti, ker moram skromno povedati, to ni samo moje mnenje, ampak mnenje, bi rekel, zelo pomembnih filozofov v Franciji, ki ga vidim, je pa tudi moje mnenje. To sem jaz takoj opazil, ker sem zelo senzibiliziran na vprašanje, bi rekel, ali človek blefira ali v resnici veruje in v resnici ta papež je v bistvu jezuit igra 3 poteze naprej šaha. To je prvi papež, ki si je kot jezuit prevzel frančiškansko ime, to je že prvo to je strašno nenavadno, ker tega noben papež ni storil v zgodovini, ampak on preigrava poteze, 3 poteze naprej, to so jezuiti. Ampak pustimo zdaj to primer. Ja, recimo, ko vidite, to je ta dvoličnost, ko vidite fotografijo Luka Mesec vstopa v BMW črn serije 5, se pravi, to je zelo visokocenovni avtomobil, kaj vam to pove? Se pravi, da je Luka Mesec očitno govori nekaj, dela pa drugače. Janez, tudi BMW so bili vedno priljubljeni pri vodilnih slovenskih komunistih. Recimo Janez Kocijančič se je že od 70 let naprej, tako rekoč do smrti, vozil z BMW. Tako da to gre za neko tradicijo. Zato oni bojo rekli, da so hitreje pri delavskem razredu, recimo, da z Agustina Jesenicama, našo radniški klasi, pa da ti sa Fičem, to je res, da ti boš s Fičkom veliko težje ali pa z Jugičem ali pa s Pejekom prišel v pomoč našoj radniški klasi na Jesenicama. Z BMW-om pa 1, 2, 3, To vam bojo rekli, če jih boste vprašali, zakaj morajo voziti BMW. Ampak se pravi, to je vse skupaj dvoličnost, ki se igra in isto Aleksandra Čeferina. Tle bi še vprašal zdaj, ker sem pri besedi, za božjo voljo, kje so tisti milijoni za poplavljence, ki so pa res prava manjšina in ljudje, ki so res nastali, ki so jih zbirali skupaj Avdić pa Čeferin, so šli za ta kerozin, Čeferin, kerozin, hočem reči, za te milijoni, kje so, čisto preprosto, kje so, In gledajte, mi smo dobili eno ogromno orodje, to se je zgodilo v Ameriki, v roke, Trumpovo zmago. In to prebojenstvo je vse najbolj negativno, kar si lahko mislite, ker temelji na hipokriziji, na hinavščini in na blefiranju in na laži. In mi moramo to orodje zdaj implementirati v slovenski politiki, zato da premaknemo Slovenijo iz točke, bi rekel, smrti. Naša dežela je v horizontu smrti, mi bomo zginali. To ni šala. Absolutno ne. Janez, predno končamo, katera filozofija bo po tvoje zdaj nadomestila Woke filozofijo, če bo Trump uspešen v svojih načrtih, da jo uniči? Dobro vprašanje.
Ja, upam, da spet, čeprav si seveda tega ne želim najbolj, ne, ker tudi razsvetljenska filozofija ni, kako bi se temu rekel, je zapustila dobršen del človekove osebnosti, torej prav ta religijski del oziroma del, ki človeka nekako duhovno bogati oziroma duhovno uplaja. Tako da jaz upam, da bo šlo v to smer. No. Jaz upam, da gre nazaj, da religije dobijo duhovnost religije, recimo, no, dobi nazaj na torej, prostor za omizijo, za tem omizjem in da prispeva lahko tisti del družbi, ki ga mora prispevati. Se mi zdi, da tudi en korak je tudi ta teden na Filozofski fakulteti, ravno zdaj so dnevi filozofije in ravno ta tema je, torej, v zvezi z religijo in tudi mogoče kakšni poslušalci in poslušalke in vsi vmes lahko malo pokukajo na Filozofsko fakulteto, kaj se zdaj v sodobnem tem dialogu dogaja. Ja, izvoli, Boštjan. Čisto na kratko, Descartes je v svojo čudovito knjigo Razprava o metodi, ki je pač prelomna knjiga za sodobnost, napisal, prvi stavek je: zdrava pamet je najbolj pogosta stvar na svetu. Evo, ta filozofija bo zavladala po koncu tega prebojenstva. V redu, držimo. In seveda zdrava pamet pa temelji, kot je rekel Janez, na krščanstvu, ker ni zdrave pameti brez tega spoznanja. Ja, držimo pesti, za nocoj pa dr. Boštjan Marko Turk, Janez Zupan, najlepša hvala za vajine komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, ali pomeni Trump konec woke filozofije, že 1089. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali ta nora matematika, kaj imamo Slovenci skupnega z najpametnejšim teroristom v zgodovini ZDA. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.